Katja, živjo, si vršilka dolžnosti direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Zanima me, kako si ti razlagaš ta znan turistični slogan Turizem smo ljudje? Ja, lepo pozdravljena. Turizem smo vsekakor ljudje. V bistvu po eni strani smo zelo pomembni zaposleni v panogi turizma, tako seveda turistično gospodarstvo, kot tudi vsi delavci, ki recimo delamo v javnem sektorju na področju turizma. Seveda so pa pomembni tudi turisti, se pravi tisti, ki pridejo k nam, ali pa mi kot turisti, ne. Se pravi, slogan je zelo star, ampak še vedno nam veliko pomeni, da je v tej panogi zelo pomembna izkušnja in ta mora biti nad vse dobra, kar pa seveda lahko dosežemo z nekimi dobrimi odnosi. Konkretno sem se takoj spomnila na naša turistična društva, ki so verjetno v posavskem prostoru ena izmed najaktivnejših. In turizem smo ljudje, ja, da lahko tudi kot prostovoljec z nekim delom v tej panogi zelo veliko narediš, tako za domačine, za razvoj kraja, kakor ustvariš tudi nek dober vtis vsem tistim, ki pridejo v tvoj kraj. Najbolj turistično obiskana občina v regiji Posavje je zagotovo Brežice. Kaj zdraviliški kompleks, kot so Terme Čatež, prinašajo kraju? Ja, tako, no, občina Brežice je bila leta 2019, torej ko je bil nekako vrh turistične obiskanosti Slovenije, doslej na 6. mestu občin v Sloveniji. Se pravi, več kot 680 tisoč nočitev, verjetno za sam kraj Brežice zelo veliko pomeni. Seveda gre skoraj 90% te številke pripisati turističnemu kompleksu Terme Čatež, ki je seveda mednarodno cenjen in prepoznan kompleks. Po drugi strani pa ima velik vpliv tudi na sam kraj, na razvoj samega kraja. Torej, po eni strani zagotovo moramo tako javni zavod kot lokalna skupnost na sam kompleks gledati kot priložnost. Konkretno se mi poslužujemo tega, da skušamo turiste, ki so, se pravi, po pandemiji čedalje bolj zvedavi, želijo odkrivati številne druge zadeve, ki so v destinaciji, torej privabiti tudi iz samega kompleksa in na tak način tudi recimo nekomu drugemu prispevati k nekem zaslužku, se pravi, da lahko tudi drugi subjekti predstavijo svoje produkte, storitve, ponudbo. Torej lahko govorimo, da obstaja neka skupna politika razvoja turizma v Posavju. Na kak način se mogoče to še kaže? Ja, definitivno smo se lokalni zavodi, mi jih imenujemo LTO-ji, lokalne turistične organizacije, se pravi, vsi občinski javni zavodi se vsako leto tesneje povezujemo. Povezuje nas že razpis Slovenske turistične organizacije, tako da vsako leto se strnemo glave in skupaj prijavimo v bistvu projekt, kjer smo doslej vsako leto pridobili tudi, se pravi, sredstva, ki so večinoma namenjena promociji določenega segmenta. Letos torej stavimo na outdoor, na kolesarstvo. V preteklosti smo vzpostavljali kulinarične zgodbe in podobno. Lansko leto smo v bistvu prvič naredili en tak zelo uspešen 3-dnevni doživljaj v okviru martinovanja. V bistvu smo imeli tudi tako res konkretno skupno aktivnost, smo jo tudi skupaj promovirali in v prihodnosti si v bistvu želimo čim več tovrstnih zadev. Seveda moram izpostaviti tukaj tudi najuspešnejšo zgodbo Gradovi Posavja in tudi Okusi Posavja, ki torej povezujejo pa kulinarični del. Bi lahko mogoče malo več povedala tudi o Gradovih Posavja, ko si ravno omenila, zakaj pravzaprav gre oziroma na kak način približujete turistom te zgodbe?
Ja, posavski prostor je na tem področju kulturne dediščine zelo zanimiv. Seveda vsem nam, ki tu živimo, zelo zanimiv pa seveda tudi turistom, ki pridejo. No in če Terme Čatež lahko v bistvu pogledamo tudi kot en velik arzenal ljudi, ki so na enem mestu. Tudi zato smo skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje v bistvu prijavili projekt E-gradovi, grajsko sobano, ki se torej nahaja v Termah Čatež in kjer je v bistvu moč v digitalni obliki, v nekem krajšem prispevku, si ogledati vse naše gradove, torej Brestanica oziroma Rajhenburg, Kostanjevica, Brežice, Mokrice in pa tudi Sevnica in pa tudi grajski razvalini. In v bistvu nekako na tak način približati obiskovalcu gradove, kulturno dediščino in grajske zgodbe, da se morda odloči tudi za obisk posameznega gradu. Sam projekt v bistvu nekako nadaljujemo tudi s tem, da bi obiskovalce morda tudi s kolesi popeljali po neki taki grajski poti, ki se seveda ustavi tudi v kakšnem dobrem gostinskem objektu. Tako da v prihodnosti, glede na to, kako smo se v bistvu ljudje tudi kot turisti spremenili, tudi na račun pandemije, je verjetno to tudi ena izmed večjih priložnosti razvoja posavskega turizma. Če se dotaknemo malo obiska, zaznati je bilo, da je delež tujih obiskovalcev v lanskem letu nekoliko upadel in na ta račun, oziroma verjetno čisto tudi neodvisno, je bil v porastu delež domačih prebivalcev oziroma Slovencev. Mogoče, če bi o tem še kaj dodala? Ja, vsekakor je tukaj gre največ pripisati seveda pandemiji COVID-19. Se pravi, pred samo epidemijo smo v Brežicah, kjer je v bistvu neprimerno največ turistov v posavskem prostoru, imeli celo 65% tujih gostov, medtem ko lansko leto zgolj 23%. Se pravi, gre res za zelo velike spremembe. No, po drugi strani je bilo pa največ Slovencev, tudi zaradi raznoraznih omejitev, prepovedanega prehoda čez meje oziroma strogih omejitev smo se številni odločili, da v bistvu raziščemo našo državo. Tudi Slovenska turistična organizacija nas je z različnimi promocijskimi aktivnostmi k temu tudi spodbudila. No in torej po eni strani smo imeli doma vse več domačih gostov, ki pa smo opazili tudi v našem javnem zavodu na področju turizma, da so v bistvu še zahtevnejši od tujih gostov, kar pomeni, da jim ni bilo dovolj samo recimo kopanje, plavanje, savnanje, ampak da so hoteli tudi v bistvu raziskati, kaj pa je v Brežicah, kaj pa je v Krškem, kaj pa je na gradu Rajhenburg, se pravi, so vse bolj se odzivajo in v bistvu radi udeležujejo tudi številnih drugih aktivnosti. No, tako tretjo sezono v ZPTM-ju v bistvu ponujamo več brezplačnih zadev. Zelo dobro obiskani so, vsak teden izvajamo, torej brezplačni vodeni ogledi starega mestnega jedra Brežic, pa obisk Viteške dvorane. Zelo dobro obiskani so tudi brezplačni pohodi na Sveti Vid, Špiček. Seveda pa skušamo promovirati tudi neko izpostavljeno ponudbo turističnega gospodarstva. Tako recimo letos posebej promoviramo tudi voden ogled pivovarne, pa voden ogled novo nastalega ranča, ogled živali in ranča alpak in podobno. Se pravi, čim več aktivnosti želimo v bistvu dati v ponudbo, ker na drugi strani pa potem sledimo dobrem povpraševanju. Torej, turizem zahteva od vas tudi dodatne vsebine, dodatne aktivnosti. Kaj pa recimo na področju infrastrukture? Prej smo nekaj omenili kolesarjenje. Se prilagajate tudi na ta način kot občina, da prilagajate infrastrukturo povečanemu obisku?
Ja, no, v bistvu v Brežicah zagotovo zdaj vsi komaj nestrpno čakamo še kakšne 2 meseca do otvoritve prenovljenega stolpa, ki je nekako v bistvu res naš zaščitni znak. Imamo ga tudi v samem grbu občine. Vidi se z avtoceste. Občina Brežice je pomembna tudi v tem prometnem koridorju in verjetno tudi na račun stolpa bomo pridobili še kakšnega gosta v tranzitu, pa če mu lahko ponudimo še kakšno postajališče za avtodom več, toliko bolje. Sicer pa ja, trend v turizmu je nekako nazaj v naravo, vse bolj so v ospredju outdoor aktivnosti, vse več je pohodnikov, vse več je kolesarjev, zanimivejše je čolnarjenje, v naši občini jahanje, golf in na tak način se v bistvu tudi lokalna skupnost potem prilagaja s tem, da financira v bistvu obnovo marsikatere pohodniške poti in pa tisto, kar je najpomembnejše, pa kar je verjetno tudi v samih Brežicah v preteklosti manjkalo, se pravi financiranje v kolesarske poti. Omenila si avtodome, v bistvu je to neka dodatna ponudba, tudi vaša občinska dodatna ponudba. To je en čist nov način turizma pri nas. Kako vi sporočate dodatno ponudbo tudi tem ljudem, ki pridejo z avtodomi, oziroma kaj oni pričakujejo? Ja, avtodomarji so zelo zaželeni turisti, verjetno na vseh destinacijah, tudi v Brežicah. Torej, mi imamo 3 postajališča za avtodoma oziroma tudi večjega v samem kampu. Mi kot lokalna skupnost v bistvu res zelo dobro opremljamo tudi vse, ki pridajo z potrebnimi informacijami. 2 leti nazaj smo vzpostavili infomate, se pravi, gre kot en velik računalnik, ki je opremljen z vsemi aktualnimi zadevami, tako informacijami splošnimi kot dogodki, ponudbo, se pravi, in opažamo v bistvu, da tudi avtodomarji potem zelo radi raziskujejo tudi naše te vinorodne okoliše, da jih večkrat vidimo na zelo ozkih poteh, tudi na kakšnem hribovju, česar smo zelo veseli. Na tem mestu bi definitivno rada spodbudila v bistvu turistično gospodarstvo, da vkolikor razmišljajo o vzpostavitvi postajališč za avtodome, da vsekakor naj se obrnejo na lokalno skupnost in da naj najdejo neko hitro skupno pot, da bi v bistvu vzpostavili še več tovrstnih zadev. Torej je v porastu povpraševanje. Tako. Na nacionalni ravni je bila pred kratkim sprejeta strategija turizma. Kaj pričakujete od te strategije? Ja, v bistvu sama je zelo usmerjena v zeleno, na nek način butično, v okoljevarstveno in v digitalno. In tudi mi v lokalnem ali pa regionalnem prostoru bomo slej ko prej verjetno tudi po posameznih občinah strategije sprejemali. Verjamem, da mi v Brežicah takoj, ko se zaključi ta vrhunec naše letošnje sezone, ki je res nad vsemi pričakovanji in imajo vsi deležniki zdaj zelo veliko dela, strnili glave in v bistvu pripravili papir, ki nam bo pokazal, kje želimo, da smo leta 2030 na področju turizma. Zagotovo pričakujem več ponudbe za otroke, torej to je tudi tisto, po čemer naši gostje v destinaciji največ povprašujejo. Torej od raznoraznih adrenalinskih do doživljajskih posebnih doživetij. Torej govorimo o nekih parkih, ki si jih v Brežicah tudi zelo želimo. Po eni strani bomo seveda kot javni zavod spremljali možnosti, da to v bistvu dobimo skozi neka sredstva, državna ali pa evropska. Po drugi strani pa zopet apel gospodarstvu, da morda premisli tudi o kakšno javno-zasebnem partnerstvu na tem področju.
Kot druga, seveda zeleno, vse bolj v ospredju bo razno merjenje količin odpadkov, porabo energentov. To bomo verjetno vsi skupaj zmanjševali tudi z raznimi razpisi v energetske sanacije in podobno. In pa usmeritev v trajnostno, v ospredju bodo še naprej vse oblike rekreacij in v bistvu doživeti z nekega drugega zornega kota. Tako kot je pa že zadnjih nekaj let, aktualno je pa seveda tudi digitalizacija. Na tem področju smo bili v Brežicah zdaj že kar aktivni in imamo v bistvu skoraj vse vsebine, od recimo kolesarskih do pohodniških poti že digitaliziranih in vse informacije tudi v bistvu na spletu. Verjetno nas pa čakajo še nove aplikacije in v bistvu načini, ki jih morda sploh še ne poznamo trenutno. Mogoče samo še to, prejle si omenila adrenalinski park, še kaj drugega konkretno, kaj si želite v Brežicah uresničiti v tej novi strategiji? Sodelavci na področju turizma v bistvu tudi preko dežurnega turističnega telefona, ki ga imamo vse dni v letu, v bistvu prejemamo povpraševanja po tem, kam lahko peljejo svoje otroke. Sploh zdaj, ko je zopet zaznan trend vrnitve tujih turistov, ki pridajo ne z enim otrokom, pač pa tudi s 3, 4, 5, kam jih lahko še vse peljejo. Se pravi, definitivno nek adrenalinski park, v kakršni obliki pač že bo, naj bo prilagojen lokalnemu okolju, naj bo neka posebnost lokalnega okolja. Po drugi strani vsi živalski parki, ki jih imamo oziroma smo imeli, da jih v bistvu tudi recimo nekak javni zavod poskrbi za večjo promocijo, morda tudi za kakšno skupno zgodbo. Se pravi, vse, kar je po meri otrok, bo zelo zaželeno. Seveda pa bo zelo zaželeno tudi vse, kar bo še naprej zeleno. Veliko stavimo tudi na še večji razvoj naših obeh vinorodnih okolišev, se pravi tako bizeljsko-sremiškega kot Gadove peči oziroma Gorjancev. Se pravi, da se bomo znali iti še naprej dobrih vinskih zgodb in v bistvu turistom znali pokazati, kaj vse smo v bistvu sami pridelali, kako zelo dobro kulinariko imamo tukaj in če sva začeli turizem smo ljudje, da v bistvu pokažemo tudi skozi take oči, da smo tukaj dobri ljudje. Katja, hvala in veliko uspehov tudi v prihodnje. Hvala tebi.